Lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Prejšnjo nedeljo popoldne so športni navdušenci na trgu na Gorici v Kranjski Gori pozdravili 4 mlade in uspešne športnike iz Zgornje Savske doline. Alpsko smučarko Meto Hrovat, smučarskega skakalca Bora Pavlovčiča ter smučarska tekača Benjamina in Vilija Črva. Lep pozdrav vsem skupaj, naj se predstavim, moje ime je Zdravko Hren, sem režiser z nacionalne televizije in k vam so me danes poslali za to, da posnamem radijski spot na račun vaših izjemnih športnikov. Gremo zdaj kar k zadevi, gremo posnet tale radijski spot, ki je namenjen našim vrhunskim športnikom. Takole, Triglav, prosim, da si primeril, da ne bo tektonskih premikov in panike v Mangartu. Torej, danes vesela Kranjska slavi, saj z nami izvrstni so mladi športniki. Oni so super, mega ena, punce in fantje sta pravega testa. Z gozda Martuljka sta brata Čur prišla, hitreje od rakete na smučkah tečeta. Da moj strana resnično olimpijska je vac, skakalec Bor Pavlovčič živi je dokaz. Našo Meto Hrovat pozna že čisto vsak, spod korna naredila korenje na kvadrat. Eni po luftu, drugi po tleh, tretji med količki, vsem skupen je uspeh. Kranjska je sanska, v zlatu se blešči, zato pa zaslužni so naši športniki. Vse je drugo šlo že fuč, le še kranjski sveti luč. Takole, scena, jaz bi se vas zahvalil, lahko greste nazaj na svoje mesta. Športnike, ki ime kranjskogorske občine vsako zimo ponesejo v svet, je pozdravil direktor turizma Kranjska Gora Blaž Veber. Blaž, če bi v parih stavkih povedal, kaj pravzaprav je tim Kranjska Gora in zakaj se je turizem Kranjska Gora za to odločil? Ja, danes smo se v bistvu po koncu smučarske sezone zbrali tukaj na glavnem trgu v podporu timu Kranjska Gora. Zdaj, kaj tim Kranjska Gora kratko zelo težko razložiti, ampak zelo na kratko so to naši športniki, ki predstavljajo Kranjsko Goro preko cele sezone na tekmah svetovnega pokala širom sveta, tako med svojimi prijatelji v medijih, širijo glas in pa nosijo dobre informacije o Kranjski Gori med prijatelje. Je pa nek kriterij in to je neka elitna druščina teh, ki nastopajo v svetovnem pokalu. S tem želimo, da bi bili tudi nekako vzor tistim mlajšim in zato smo danes poleg njih povabili seveda vse tudi naše mlade tekmovalce v smučanju, teku na smučeh, v skokih. Razširili bomo to tudi na poletne športe. Tako da bomo imeli v bistvu vse te naše športnike, za katere smatramo, da so promotorji Kranjske Gore, vedno med nami, obenem pa bojo oni čutili, da smo v bistvu z njimi tudi takrat, ne samo ko jim gre dobro, ampak tudi takrat, ko jim ne gre. Kot direktor turizma Kranjska Gora si verjetno zelo ponosen na njih. Ni veliko občin v Sloveniji, ki bi imele toliko vrhunskih športnikov? V Sloveniji sigurno ne. Še v Evropi ne vem koliko občin, kjer je 5000 ljudi, ima 5 tekem svetovnega pokala, 4 tekmovalci, ki nastopajo v svetovnem pokalu, mlade, ki se vsako leto odločajo za športe, za trening na visoki ravni. Tako da ja, tako kot sem omenil danes na tej prireditvi, športni ambasadori so po mojem mnenju najboljši nosilci promocije kraja. Saj v bistvu svojo prisotnostjo na tekmah, v intervjujih, na tiskovnih konferencih, v pojavljanju nosijo, ne predstavljajo ne samo sebe, ampak predstavljajo v bistvu več. Predstavljajo kulturo, predstavljajo navade, predstavljajo kraj in to je nekaj takega, kar ne moramo plačati, ne moramo si tega finančno privoščiti, je pa naša moralna zaveza, da jih podpiramo in mislim, da je to naša naloga, katero se trudimo preko celega leta tudi izpolniti. In današnji sprejem tukaj na trgu, mislim, da je pokazal, da smo se najdeli, tako kot oni, ki stopajo na športno pot, smo tudi mi tukaj na začetku. Marsikaj bo treba še spremeniti, nadgraditi, ampak mislim, da je ideja dobra in da so naši tekmovalci, kar je bil smisel vsega, to začutili. Nekaj vprašanj je mladim upom kranjskogorskega in tudi slovenskega športa zastavil kar kranjskogorski župan. Pozdravljam lepo, pozdravljam tudi vse športnike, ambasadorje, ki poleg naših vrhunskih prireditev Planice in Kranjske Gore svetovnega pokala Vitrans nesejo ime Kranjske Gore širom sveta
in ki v bistvu nam delajo dobro reklamo, mi pa smo ponosni na nje, kamorkoli se pač odpravijo, gre glas o Kranjski Gori z njimi. Tako da jaz vsem čestitam tudi mlajšim generacijam športnikov, zimskih športnikov, ki so bili našteti. Ne moramo pa pozabiti tudi na športnike poletnih disciplin, se pravi obratnega cikla, ki tudi nosijo ime Kranjske Gore širom celega sveta in tudi njem bomo posvetili pozornost, ko se letna sezona zaključi, vsem, ki na rangu svetovnega pokala tudi tekmujejo, tako da ne bodo prikrajšani. Vsekakor pa tudi mladim res še enkrat čestitke in samo tako naprej. Zdaj bi pa res mogoče telem našim nadobudnim športnikom, ki sedijo za mano, postavil par vprašanj. Saj nisem točno vedel, kaj naj jim postavim, ker so bolj prefrigani kot jaz, težko jim bom karkoli takega zastavil, da iz športa ne bojo jedli, ampak zdaj bomo videli, če so dobro sledili temu dogajanju, pa v bistvu bomo ene par vprašanjem zadali. Zdaj bi mogoče začel kar z najmlajšim in sicer z William Črvom, pa bi ga vprašal. Jaz sem pred 3 leti na začetku mojega županovanja obljubil vsem športnikom, skakalcem, v bistvu letalcem, ki poletijo preko 200 metrov, vsakem točno toliko evrov, seveda občanom Kranjske Gore, kolikor preletijo, se pravi, kolikor skočijo, ampak samo tem, ki skočijo preko 200 metrov. In že ta prvi let sem bil a veste koliko? Ob 630 evrov, ker so 3 skočili čez 200 metrov. Tako da smo pol ta kriterij majhen zaostrili, da nisem glih vsak let konec sezone na bankrotu in smo zdaj samo za občinski rekord določili, da iz mojega budžeta, se pravi, z mojega tošna damo najboljšemu, se pravi, najboljšemu za najdaljši skok, se pravi, občinski rekord, točno toliko evrov, kar je bilo metrov. Zdaj bi pa Vilija vprašal, koliko sem mogel letos že odšteti evrov? Ja, letos je bilo 234,5, kot smo že slišali. Dobro je poslušal, bravo. Zdaj bi pa vprašal Bora, pa ni važno točno kdaj, ampak kdo je skočil v planici prvič v zgodovini čez 200 metrov? Živijo in lep pozdrav. To pa jaz ne bi vedel. Toni Nieminen leta 94, prvič preko 200 metrov. Zdaj pa Beno Črv, no Benota Črva bomo pa vprašali, on je pa pač v tele smučarske teke, vpet pa to, pa siguren ve, kera je bila zadnja olimpika v bistvu iz občine Kranjska Gora, ki je sodelovala v smučarskem teku na olimpijskih igrah. Ja, in lep pozdrav. Jaz mislim, da je bila pa to Mara Rekar, leta pa ne vem, kjer ga. Jaz spet čist mi usekal. Ampak v redu, če bi ga tole naš bivši ravnatelj Janez Mlakar slišal, bil žalosten. A sem Jano pozabil? Jana Mlakar, leta 84 v Sarajevu. Zdaj bi pa Meta vprašal, če ve, kako je bilo tej gospodičnik, zdaj živi na Trbižu, ime in priimek te dame. Živijo, lep pozdrav, nimam pojma, ničem res ne vem. Ja, evo, samo ta prvemu sem dal možnost, da je zadev moje vprašanje, pa ni bil tako težek. Ni dolg
če se spomnite, mlade črne punce, vsakič, če smo šli na Trbiž po kavbojk ali pa po kavo, smo jo srečali na cesti ali z rolkami ali peš, z bidonom okrog pasa in ona, prav hčerka naše ene najbližje trgovine tukaj le dol v Fužinah, je ratala ta zvezda, ki je tekla v tej znameniti štafeti, nepremagljivi italijanski, Manuela Dicenta, pa mislim, da je bila še, vsekakor je bila pa vodilna te štafete ta dama Gabriela Paruci, če se spomnite. Meta Hrovat v alpskem smučanju v svetovnem pokalu že izstopa in kaže svojo moč, borbenost, vztrajnost in talent. Tretja je bila lani na tekmi v Lencerhajdeju. Udeležila se je tudi olimpijskih iger v Pjongčangu. Z letošnjega mladinskega svetovnega prvenstva se je vrnila z zlato medaljo, z lanskega pa z zlatom in srebrom. Je tudi večkratna državna prvakinja in zmagovalka pokala Topolino. Meta, jaz sem nad tabo vedno znova fascinirana, ko tudi po vrhunskem rezultatu nisi toliko noro navdušena, kot smo mogoče mi, tvoji navijači. Odkje ti to in odkje si v bistvu do sebe toliko samokritična in vedno zahtevaš več? Ne vem, saj v bistvu včasih si rečem po tekmi, pa saj bi si lahko pač pustila, da bi bila malo bolj zadovoljna. Ampak po drugi strani pa vedno v mojih vožnjah najdem stvari, zaradi katerih pač nisem čisto zadovoljna, zavoje, zaradi katerih pač vem, da nisem višji. Na treningih vidim pač, da mi manjka še precej, da bi bila tam, kjer želim biti. In jaz ne vem, če bom sploh kdaj to najdla, ampak verjamem, da ko bom naredila 2 vožnje, ko bom jaz z njimi zadovoljna, da bom tudi vam pokazala, da sem zadovoljna, tako da sem pa vesela, da ste vi bolj zadovoljni od mene. A obljubaš, da letos si bila mladinska svetovna prvakinja, ko boš članska svetovna prvakinja, da boš res zadovoljna in da ne boš najdla napake, tudi če bo? Najdla bom napako, ampak bom zelo zadovoljna. Jo ne boš na glas povedala? Ja, ne bom je. Uspešno pa spoči se, pa tole poškodbo hitro zrihtaj. Hvala. Bor Pavlovčič ima 6 uvrstitev med najboljših 30 v svetovnem pokalu in 12 med top 3 v celinskem pokalu. Zlat je bil na posamični in ekipni tekmi na mladinskih olimpijskih igrah v Lillehammerju leta 2016. Dvakrat je bil še mladinski svetovni prvak ekipno v Rasnovu leta 2016 in Park Cityju leto zatem. Osebni rekord je skočil letos v Planici in znaša 234,5 metra. Bor, ne moram mimo tega, kar smo danes slišali večkrat. Tvoj osebni rekord v poletih letos v Planici 234,5 metrov. Kako se počutiš takrat v zraku? Ja, res je bilo neverjetno. Tako iz mize sem začutil, da gre daleč in takrat sem sam užival in hotel čim dalj skočiti. So k temu pripomogli tudi navijači, slovenski glasni, pa domači, verjetno te gleda družina, prijatelji? Ja, vsekakor. Že en mesec prej sem se začel pripravljati na Planico. Se mi zdi, da mi da to dodatno motivacijo, dodatno moč. Tisti na vrhu zaletišča, ki pa padem v tisti svoj svet in takrat pa nisem pozoren na navijače. Kaj tebi pomeni to, da te podpira Kranjska Gora, da je danes prišlo toliko ljudi, ti da to zagon za naprej? Ja, vsekakor toliko ljudi, ki je nas prišlo danes podpreti, mi res da eno motivacijo in mogoče v tistih težkih trenutkih, ko se vprašam, zakaj jaz to delam, je tole eden izmed pozitivnih razlogov, zakaj. No, upam, da jih bo čim več takih. Smučarski tekač Benjamin Črv je večkratni mladinski državni prvak. Ima 6 nastopov v svetovnem pokalu. Leta 2017 je bil članski državni prvak posamezno, leta 2017 državni prvak na rolkah. Na letošnjem svetovnem prvenstvu v nordijskih disciplinah v Zeefeldu je bil 58. na 15 km klasično.
Smučarski tekač Vili Črv pa je zmagovalec pokala Topolino leta 2015 ter večkratni mladinski državni prvak. Ima 5 uvrstitev med 10-terico v mladinskem kontinentalnem pokalu. Bil je 3. na letošnjem članskem državnem prvenstvu v šprintu ter prav tako 3. na lanskem članskem državnem prvenstvu v zasledovanju. Res je sicer, da je Benjamin starejši, ampak kdo je bil tisti, ki se je prvi odločil za smučarske teke? Ja, glede na to, da sem starejši, je skoraj logično, da sem se jaz. Tako da moram reči, če ne bi bilo mene, tudi on ne plavhal. Vili se nekaj smeje. Ja, je res, ja. Je tako, kot je povedal. Pa sta kdaj vmes imela mogoče kakšen preblisk iti v drug šport? Ne, v bistvu smučarski tek je bil prva ljubezen in ko se enkrat v ta šport zaljubiš, je to. Saj imamo radi druge športe, ampak konec koncev je to en tok lep šport, da ga imaš tokrat, da ne moreš druga in ne moreš brez njega. Kaj pa je toliko lepo v tem športu? To, da si skozi v naravi, še kaj drugega, ne vem, ekipa? Ja, jaz mislim, da je najlepše to, da si skozi v naravi, da se menjajo tereni, da nisi zaprt v neki telovadnici, da treniraš skozi na istem mestu, ampak si praktično se gibljaš, ja, v našem primeru po celi Kranjski gori in to je meni najlepše. Kakšne so vajine tihe želje za naslednjo sezono? Ja, glede na to, da drugo sezono ni nobenega velikega tekmovanja, se pravi svetovnega prvenstva ali pa olimpijskih iger, je cilj, če se bo speljalo in upam, da se bo svetovni pokal v Planici in na njemu pokazati vse, kar znamo in upajmo, da ko se pa enkrat odpre en velik rezultat naredi, pa itak zlaufa. Tako da to je... Ja, sploh če se to naredi doma, tam kjer preživim praktično cel let. Ja, moj, enako. A je tako, da so te domače tekme nekaj posebnega, vajo navijači poženejo naprej oziroma sta mogoče zaradi tega še bolj motivirana, hitrejša? Ja, sigurno se pozna, da se hočeš, ko si doma, še malo bolj dokazati, ker veš, da te gledajo znanci, prijatelji, domači, da hočeš dati še nekaj več od sebe takrat. Na soobčane so ponosni tudi domačini. Ti so jih v lepem številu pozdravili na trgu pred cerkvijo. Jaz sem vesel, da imamo taka športnica v Kranjski gori in jaz sem bil že na 3 njenih tekmah, smo potovali, Darja je organizirala prevoz, pa smo šli navijati in ja, kaj ne rečem, super, a ne? No. A boste naslednjo sezono tudi tako glasni? Ja, najbrž, pa še bolj. Koliko ste vi ponosni na tele naše športnike, pa na to, da imamo tak dober tim v Kranjski gori? Ja, jaz sem sorodnica z Meto, a ne, oče je bratranc, pravzaprav oče njegov in smo super ponosna, ne, seveda, super. Vse, za vse, te Črvasta pa so krajana v Martuljku naša, ja, tako. Okay. Greste tudi večkrat na kakšno tekmo? Ja, smo bili v Mariboru navijati, v Kronplacu smo bili navijati, vse, super. Povejte mi, kako se vam zdi, da Kranjska gora kot turizem, kot cela občina podpira ta tim in te športnike? Mislim, da je to vrhunsko. Mislim, da je to nekaj zelo lepega, da v bistvu pokažemo v bistvu mladim in odraslim in starejšim, da pravzaprav se da z športom in z takimi lepimi aktivnostmi, pravzaprav koliko se da potem doseči. Prvič je to podpora športnikom, taka pozitivna, po drugi je tudi, da v bistvu pokažemo, da je šport pomemben. Se pravi, posebej mladim, da dajemo to upanje pravzaprav in to priložnost, da pravzaprav lahko, če so pridni, da lahko uspejo, da jih vidijo, da jih prepozna in Kranjska gora in širša potem javnost. Na redni seji so se v četrtek sestali bohinjski svetniki in svetnice. Sklepe pa vzema župan Jože Sodja. Ja, moram reči, da sem kar vesel, da je današnja seja potekala tako, kot je. Precej, bom rekel, 6-15 točk, od tega kar nekaj odlokov in pa zaključni račun. Bom rekel, da je ura današnja kar sorazmerno dosta hitro potekala ta seja, tako da smo zadevo speljali do konca. Pač ugotavljam, da zelo uspešno, bom rekel, tako da mislim, da nimam pripomb na današnjo sejo. Tako kot je bila prejšnja, ravno tako današnja seja bila konstruktivna z vseh strani, tako da smo lahko zadovoljni. Glavna točka, bom rekel, današnje seje je bil zaključni račun. Je bil enoglasno potrjen.
smo pač ugotovili, da so to dejstva. So bile pripombe, ki jih bo potrebno upoštevati v letošnjem letu za naslednji zaključni račun. Drugače bom pa rekel, je bil pa pohvaljen sam sistem zaključnega računa, sam sistem vodenja. Imeli pa smo tudi nekaj odlokov, potrdili smo tudi cene vrtca, ki so pač posledica dviga plač v negospodarstvu, in pa imeli smo odlok o dodeljevanju cen parkiranja, ki so nekoliko višje ob sami jezerski skledi, nekoliko spremenjene, tako da je tudi to potrjeno, ker je pač sezone pred vrati in cene morajo biti potrjene že sedaj, da pričnejo s novo sezono veljati. Potrdilo se je tudi nekaj odlokov, kar se tiče športa in kulture, tako da je tudi s te strani, in pa seveda potrdili smo že tako dolgo pričakovanega kandidata za predstavnika v TNP-ju, ki smo ga odlašali z seje na sejo, tako da je danes bil potrjen in je tudi ta zadeva zaključena. Drage gledalke in gledalci, zdaj pa še povabilo na prireditve, ki so pred vrati. Redna seja Kranjskogorskega občinskega sveta bo v sredo ob 17. Svetniki in svetnice bodo imeli na mizi predlog zaključnega računa proračuna za lani, poročilo turizma Kranjska Gora, poročilo o delu policijske postaje Kranjska Gora in poročilo komunale za lani. Redni letni občni zbor Turističnega društva Kranjska Gora bo v torek ob 17. v ovalni dvorani hotela Larix. Etnološka delavnica izdelovanje prajklov in prest bo v Liznikovi domačiji v Kranjski Gori v sredo ob 16. V četrtek ob 18. bodo v prostorih gasilskega doma v Podkorenu odprli razstavo ročnih del, ki bo nato na ogled do nedelje, vsak dan od 10. do 18. V petek ob 17. bodo odprli še razstavo ročnih del na Dovjem v Aljaževem prosvetnem domu. Na ogled bodo nedelje od 9. do 19. Delavnica balkonske rastline in posodovke bo v petek ob 19. v prostorih krajevne skupnosti Rateče Planica. Izvedla jo bo strokovnjakinja Loreta Vlahovič. Predstavitev knjig Bogdana Biščaka Igra in biseri ter Igorja Škamparleta Sneg na zlati veji bo v knjižnici v Kranjski Gori v petek ob 18. Blagoslov motorjev v Kranjski Gori bo potekal v soboto ob 11. na trgu pred cerkvijo. Predstava Mama je umrla dvakrat bo v soboto ob 19:30 na ogled v Ljudskem domu v Kranjski Gori. Toliko smo, drage gledalke in gledalci, pripravili za tokrat. Imejte se lepo in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!